Živ, jaz sem že na pol, tle pa Svet Trojic, ki se vdela odvijal demo, minimalne obdelave tal pa preciznega kmetijstva. Kvirneland, Horš, Klas, ICB, v glavnem, mašin je toliko, da se komaj do konca vidi, pa res, več ali manj same petarde, poj na koncu pa še malo manj, res smo za naše terene bolj primerne. Dva serjevna, tamle je na kolesah, tle je na gosencah, poj so vse vmes, od, ne vem, od 100 konjev pa do 500, zadnji pa Horš, pa Kvirneland priključka, če bo pogledati malo od začetka. Z serjevnem, Horš Tiger, tale kombiniran stroj. Horš Pronto 6, Horš Pronto 8, vlečena žitna sjavanca. Taj malo manj, taj pa še malo več, pa še ne dodatne kolesa spredaj. Komplet navigacijo, kompletno vzmetenje, prestopenski menjalnik, traktor primeren za tak stroj, ko je tukaj zadaj. Iza ovoga aksiona imamo zakačenu jednu sejačicu Pronto od 6 metara, 6 DC. Osemmetrska, še več zadeva. 360 konjev ima tale Axion 930. Je pa 900 serija največ od Axiona. Axion 950, kvifta spredaj, pa Horš Terrano. 4-metrska zadnji, tako univerzalen kultivator, ako preko. Je pa že kar dosti napreden, tudi vzmetene tile nohače. Mislim pa, da gre od 5 pa do 30 cm v globino to. Je pa prast nekako le vdekosko za brezposobnost. Tukaj imamo pa Xeriona 5000 od PP Agro. Zadnji pa vlečena krožna brana, Horš Joker 10, RT, 10-metrska, to se skupaj zapre, kot matulček. Bohaj, koliko je težka. Pa je to železje, ajha. Tega smo kar že snimali, se da tudi na YouTube video pogledati. Pa moraš nekaj koliko reakcijo in to grejemo tudi. Se verjetno več ali manj nasteje, ampak gosence so zato, da je bolj oprijem. Več naležno površino ima in pa je bolj vleče. Do večjega izkoristka pride. Je pa 19 ton težek z gosencem. Še malo huj vožena krožna brana. Tale ima še tile sekalnike spredaj. Pa dvoje diska, 2x val zadaj, kolesa, sjavanca, zalogovnik, pa cel kapenah šuško verjetna. Pa Axion 950 spredi. Dolg nov! Axion 950, enako kot smo ga že videli prej. Ja ću vam ovdje samo reći šta je razlika i do 60 kg maksimalno po hektaru. To je to, tale mali, tle kakšne so to razlike. Ampak to se saj obrne, to je kompaktna. Ni pa seveda, to so take parcele, kakor so tlele. Ali pa po tujino. Horš Joker, 3-metrska krožna brana.
Horš Avatar. Še nasjavanca za direktno setu, za težke terene tudi. 6-metrska je, ima pa tam le gor 5000 litrsk rezervar za seme. Školiko to poseješ v en rund tega, malo morje. Pa Axion 870 spredaj. Isto konjev, ta se spremenil in vidno več tudi. Olečena škropilnica, Horš Lip. 6000 litrska pa 24 metrov. Matila sekcije dolge. Zdaj sem pa še strojnike najdel, ki dela s tole škropilnico. Živ? Zdravo. Kako ti je ime? Matej. Daj malo povej, kako se obnese tale Horš Lip. Odlično. A že kam zadev s tem lahavjam? Ja, se trudim, da ne. Kako se pa tukaj prilagaja, ali pa če greš hitro, je to mirno stoji? Glede na to, da sem že škropil s hitrostjo 25 km/h, dela to v nulo. Kaj to je na hrči hor, se nekako se kaj vidi. Šobe, kable, to, tret. To je toliko pametna in škropilnic gor, da je to noro. Ni zaston tudi orang cena. Mulčar, muting, pa fast track, tega sem tudi že posnel, se da videti na YouTube. Pa pluh zadnji vidim, da je pri 5, 2, 4, 5 brazden. Pa bo če pa enkrat malo probal še jaz s tem oladivati, takrat sem ga bolj na suh probaval. Ima pa kontra. Znaka v A pomeni varijo, da ima kontra. To pomeni, da travo oziroma rastlinske ostanke Kvinland je že tako po plugah poznan, tako da tle se ni zabade kaj zgrešila. Axion 870, pa zadnji kombiniran stroj, DTX, kombinacija podraklača pa krožnih bran, tudi za težek teren oziroma alternativa pluha. Zato, da imaš hitre prehode, široke prehode, hitre divaš, to se pravi, več storilnost v bistvu. Na koncu bi bilo pa kao zelo podoben. ki je neodvisno vpet na gumijaste nosilce, je valj za najtežje razmere, z namenom, da zemljo konsolidira. Po domače, da zemljo stisne, da se zemlja ne izsušuje. Prav tako se lahko opremi tudi z sejalnico za drobna semena Adril APV. Je pa tako, da je tle več primerjav, to se pravi, itak, neobdelan teren, poj po mašini, poj pa še tle že zmulčen, tam pa še ni zmulčen. Na 4 terenah se vidi, kako diva, v enem prehodu se vse v glavnem naredi. Axion 870, tle je globinski podrahlač, s telim zavitem nogačem, mislim, da jih ima 6 zadaj. Od 15 do 40 cm gre v poden, pravijo pa, da je 250 konjev približno rab, nek, da to vleče, to tudi moči pobere še pa še. Kvinland, globinski podrahlač CLI 300. Obstaja eno orodje, mnogi ga poznate, imenuje se penetrometer, s tem se meri zbitost zemlje. Lahko izmerimo, na kateri globini imamo zbito zemljo. Dobro, zdaj pa kje je bila kolesnica?
rumena. Samo jaka je močen. S tem vam samo želimo pokazati, da s tem orodjem se lahko izmeri, na kateri globini je zemlja zbita. In se določi, da je treba podrahljavati na 30 cm, 25, 40. Tole je v glavnem kot ripper, no. Samo da ima tiste nohače malo bolj zakrivljene. Tle so pa traktor zgubili. Zdaj smo pa pri Kvirneland, krožna brana. 3 tone pa pol, približno težka setvena priprava v glavnem. Za nastrnišče ali pa za po kaj z uran. Kvirneland Enduro Pro, nošen kultivator, 2 tone pa pol težek, približno, pravi pa da je od 90 do 270 konov, odvisno kakšna je zemlja. Gre pa to od 5 pa do 30 centi. Drugače pa tle zemlja se v kar dal pokazati, ker tudi vidim, da je dosti zbita skup. Se vsaj kaj vidva, kva to deva. Evo, kakšne so to kepe. Prima dejal, da vidno beremo Arjo na 600, pak. Nekam sem pa že prišel, se me že noge začele boleti, kaj toliko daleč. No, tole ima bolj aktualno za Slovenijo. Arion 450, tega sem že enkrat snimal, fajn zadivca. Tlele ima val spredi, pa Kvirneland, krožno brano. Ta je bolj klasična, nošena, 3-metrska. Motor, menjalnik s številkami. Štepavca Kvirneland. Tale mislim, da je 3000 litrska oziroma, če ne še več, ta je pa malo manj. Pa še ta je velik. Tega enkrat na let navožil, pa bomo za cel let robe not. Tudi Arion 450 spredi pri 5, to mislim, da ima 130 konov. Vidimo trosilec mineralnih gnojil, sicer Kvirneland TLX, 3900 litrov ima zalogovnik, zrnje teče na sredino krožnika, nato pa 8 lopatic poskrbi za homogeni raztros. V našem posestvu uporabljamo 2 takšna trosilca zaradi storilnosti, da v čim krajšem času čim več naredimo. Po boljše razvita območja gnimo z višjim odmerkom, slabše razvita z nižjim. S tem izenačimo in kvaliteto in pa samo razrast poseva. Tu v ozadju vidimo še trosilec CLG odpred, in sicer ima osnovni volumen 1300 litrov, ima možnost poviška 2x po 500 litrov, prav tako ima 4 teknice. Evo še Arion 450, še v gozarski izvedbi, pa škropilnica zadaj nošena. Samo težo škropilnico, če bo krila, stojijo zelo dobro v strani. Tle je pa prav fajn za videti. Arion 660, spredi ima še zalogovnik, zadaj ima pa tudi nošeno škropilnico. Prav fajn ima tela glavke, tako lahko ušpičene. Te škropilnice so še tile senzori, in sicer so rakovske kabine, katerega teže škropilnice. Malo zavisi za te senzori za nastavitev oziroma tako.
Tale dimo smo dali več ali manj kar skozi. Nekaj ima bolj naredva, nekaj ima slabi, odvisno od terena, odvisno od mašine. Dogajajo se pa kar fajn. Grapak je za te stroje zastopnik, tako da če v kakšnega zanimal, se ne nanj ga obrne. Saj so tudi manj izvedbe, no, kot smo jih danes pokazali. Tela so res bule. No, evo, da nam pa je še k seriju, pa z brano oziroma s kombiniranim strojem eno rundo naredil. Mate, to ima čisto drugače, ne moram kaj pritisniti, kakšno reč. Nič, samo obrniš. Žiro poče. Da sam gas. Tako, to sem. To veš, da že kar na dve. Zdaj pa dvigne tam vzok, potem je vse, ne? Marija, to je kaj da bajto vozil, no. Ali pa F8 zadol. Tako je. Ali pa gre. Takole zgleda iz kabine zadnji. 4 metre imamo, ne? Tako je. No, takole je pa do spredi. Tle na kamer se sploh ne porajta, koliko je to široko, ampak to je ogromno. Pa računalnik. Koliko je ta drater širok? 3 metre. 3 metre. Pa gremo dol skozi. Že 500 konjev, kar dobro vidi, mora peljati. Konc zgodbe. To je to. Hvala lepa. Nikaj. Zdaj se še enkrat vidi, pa sem vlekel. Tele velike talarje, poje tale Gruber zadnji, kultivator, še ene izravnalne, plus 2 vala. Je kar dolgo pa širok pa težko. K80 priklop, cevka pa je na hidravličnih lajtenk not, roka je pa gromozanska, kategorija 4 verjetno. Tukaj je pa še mora stavljena. Še en pronto, žitna sjavanca, še ta malo pronto 4 metrska. Pa je nobelega, prav fleten, tega pa še jesimu. Horš maestro, vožena sjavanca, ampak za koruzo. Pa še ena vožena kropivanca, šprica. Tam imajo nanošeno sjavanco, pluh, tam je še en rezervar. Na nivoju, no, nima kaj reči, res. Dajmo, da se reče. Da ne več gužve pa poj tam za šalterjem. Paršanka je. Čemo v golaža, za počes. Dobar tek.